Zakaj je izreči svojo ceno včasih težje, kot opraviti samo delo? V tej epizodi se z gostjo, psihoterapevtko in finančno coachinjo pogovarjava o tem, kdaj se naš odnos do denarja začne oblikovati. Kako je povezan z občutkom varnosti, samopodobo in zakaj nam je o denarju pogosto neprijetno govoriti. Gre za človeški vzorec, ki ga je mogoče ozavestiti in postopoma spremeniti. Z mano je Karolina Jovanovska in če želiš bolje razumeti svoj odnos do denarja in kaj v resnici stoji za tvojimi odločitvami, ostani z nama. Karolina, živjo. Živjo. Me veseli, da si danes tukaj z mano. Enako. In da si se odločila, da podeliš z nami svoje bogate izkušnje iz področja, po katerem bova danes plavali, če rečem tako. Z največjim veseljem. Pa dajva začeti odkrito. Kdaj si ti prvič začutila, da je odnos do denarja nekaj malo bolj osebenega, če tako rečem? Ko sem se znašla v velikih težavah. Takrat v bistvu me je res tako me je zadel, ker predtem sem pač vedno imela prepričanje, da če bom pridna, če bom delala in bila sem res delovna, sem garala, da nekako bo vse v redu. Nekako tudi obstaja ena fraza, nekaj kao follow your dreams and the money will follow, nekaj tazga, sledi svojim sanjam in denar bo prišel. Moj primer je pokazal, da to ni čisto, da ne drži, oziroma da ni dovolj, ker če nimamo razčiščenega odnosa do denarja, se lahko zadeva sfiži in pač pri meni je bilo tako, da kljub temu, da sem delala in tudi imela, bi rekla, res uspešno kariero, ugledno kariero psihoterapevtsko, priznano čakalno listo, učila sem študente v Sloveniji, v tujini, izdala knjigo, odmevno raziskavo smo naredili, skratka ni da ni, ampak vseeno sem izkusila velike dolgove, zelo velike dolgove, v bistvu sem spravila svojo družino, pa za nič tazga luksuznega. Mislim, privoščili smo si pač stanovanje v Ljubljani. To je danes že kar luksus, ja. Ja, očitno je to luksus, tako pač, da otroka imela svojo sobo. To je bila edina želja. In naenkrat je bil kredit, mislim, dobro, še poleg par drugih stvari, ampak še vedno trdim, da noben luksus. Skratka, smo imeli res ogromen dolg in jaz sem naredila edino, kar pač sem znala v tisti situaciji. Začela sem delati še več. Skratka, nakopala sem si še več dela in bila pod stresom in po enem letu še dodatnega garanja sem bila izgorela. In točno se spomnim tistega trenutka, ko sem ugotovila, da ne morem več delati, opravljati svojega dela, ki sem ga s totalno ljubeznijo opravljala, in še vedno dolgovi nad glavo. In takrat mi je kapnilo jaz delam nekaj narobe. Karolina, kva ti ni jasen. To so bile moje besede. In pol sem začela raziskovati in ugotovila, da mi zelo veliko stvari ni bilo jasnih in zato prevzemam popolno odgovornost, da sem prišla v tako situacijo, in sem se pol naučila in tudi videla, da ko sem začela stvari delati drugače, ko sem ozavestila stvari in jih začela drugače spravljati v prakso, so se stvari ekspresno spremenile. Zelo hitro smo se skopali ven iz dolgov in danes živim čist drugačno življenje. In zato je moja velika strast, da to delim tudi z ostalimi, ker so to znanja, ki jih imamo na voljo, samo malo se treba poglobiti vase, ampak odnos do denarja determinira
ali vpliva na toliko velik stvari, ker denar vpliva na vsa področja našega življenja in je zelo, zelo pomembna tema. Tole pa kar je zgodba, mislim, izkušnja, no, zgodba. Tako, ko delaš z ljudmi, a ne. Kakšne so recimo situacije, v katerih je tebi hitro jasno ali pa opaziš, a ne, da težave, ki jih, kaj rečeva, klient ima, niso zgolj neka finančna tema, ampak da je, kot si omenila, en kup enih drugih stvari vzadaj, ki vplivajo na to. Ja, to je zelo enostavno. Nikoli nisem finančna tema. Nikoli ni, ok. Ne. Takoj, ko v bistvu, a ne, če stranka reče, da ima kjerkoli težave, mislim, da sploh pride do mene, pride zaradi tega, ker želi nekaj spremeniti, z nečem ni zadovoljna. In že to je zgovorno samo po sebi. Skratka, ni tam, kjer želi biti. Ne živi svojega življenja v polnosti. In pol pa hitro v bistvu ugotovimo, da itak vse se prepleta. A ne? S tem, da denar je v naši družbi tako priročen izgovor, na katerega lahko zvalimo marsikatero odločitev ali pa ne, zadržek, nemoč izražamo skozi to, ja, nimam denarja, nisem mogel, ni to. In kar jaz vedno govorim je, za finančne težave ni denar nikoli rešitev. Denar ne reši finančnih težav, pika. To je dejstvo. To se sliši kar kontradiktorno, a ne? Ja, pa je mislim, številne situacije to potrjujejo. Lahko opišem en zelo, zelo zgovoren primer. Tukaj v Sloveniji poznamo Denisa Avdića in oni organizirajo ta dobrodelni maraton vsako leto. In je zaupal zgodbo, kako prvo leto, ko so se lotili tega dobrodelnega maratona, našli so družino v stiski, 7 družin, zbrali so 30,000 evrov in so ta denar razdelili med pač te družine, in ena družina je živela v grozljivih pogojih, niso imeli tal. Dobesedno niso imeli tal, čez tisto zemljo je bilo nekaj tepihov. Tako da osnovni dom nima infrastrukture, bi mogli okna zamenjati, kuhne niso imeli in tam so živeli otroci. Dali so jim 7,000 evrov in po 2 mesecih šli pogledati, kaj so naredili s tem denarjem. Ko so prišli tja, ni bilo nobenih sprememb. In so rekli, ja, kaj ste pa naredili z denarjem? In so peljali jih na podstrešje. In na podstrešju je bila nova harfa za 7,000 evrov, ker je otrok želel igrati harfo. In kasneje so se oni povezali z Zvezo prijateljev mladine in z Anito Ogulin, ki jih je naučila, da nikoli ne dati denarja osebam v stiski, zaradi tega, ker ne znajo upravljati z njim. Če bi znali upravljati z denarjem, ne bi se znajdeli v tej situaciji, kot so. Tako da so bolj spremenili način. Ampak to je tak, jaz bi rekla, zgovoren primer tega, da poleg številnih loto milijonarjev, vrhunskih športnikov, tudi telih zvezdnikov, ko mogoče naenkrat ali pa dosti hitro pride do večje količine denarja in potem v roku 5 let bankrotirajo. Torej, denar ne rešuje naših težav. Pa še en drug vidik bi opozorila, to, po čemer mi hrepenimo, mi kot ljudje s čustvi, je, mi želimo čutiti finančno varnost in finančno svobodo. To je to, kar želimo občutiti. In mi lahko imamo ogromne količine denarja ali pa zadostne, ni pomembno, ampak sam znesek na TRR-ju se ne prevede v to, a se jaz počutim varno ali ne. Zaradi tega, ker imamo milijonarje, ki imajo, ali pa navadni ljudi, ki imajo velike prihranke, oni ne čutijo varnosti, zaradi tega, ker še vedno živijo v strahu, kaj pa če ta denar izgubim, a bo dovolj za penzijo, kaj si lahko privoščim. En milijonar je 8 milijonov imel na računu, ni hotel kupiti, to je primer iz Amerike, ni hotel kupiti jagod za 7 evrov, zaradi tega, ker so na drugem koncu mesta cenejše. To je življenje v strahu in
In to ni tisto, po čemer hrepenimo, ko si mislimo, ko bi vsaj imela več denarja. Tako da denar ne reši finančnih težav. Hvala. Pa če greva na začetek, kdaj se v bistvu ta naš odnos do denarja sploh začne oblikovati? Že zelo zgodaj, zaradi tega, ker smo seveda kot otroci priče, kako upravljajo z denarjem naši starši. Zelo pogosto, ko delam s strankami in ko se pogovarjamo o tem, v bistvu, s čim sploh operirajo, kakšni so spomini, prvi spomini na denar. Tukaj je ogromnokrat ena velika zmeda. Zakaj? Zaradi tega, ker ali se starši prepirajo glede denarja. Dostikrat so take vloge. Eden od staršev je zapravljal, drug od staršev je skrivil. Dostikrat se kregajo, so boleči spomini. Zaradi tega. Seveda zakaj? Ker so v zadnji močni občutki, tudi eksistencialne varnosti in preživetja. In to so močne teme. Potem kot otroci opazujemo različne odločitve, kako pripeljejo, včasih so kakšne življenjske situacije, zgubijo se službe, včasih se zgodi, da umre tista oseba, ki je prinašala denar, in potem kako se tista druga oseba, starš, ki preživi, znajde. Tako da imamo na tem področju zelo veliko finančnih travm, in vse to je pa zelo povezano s tem, koliko smo se mi počutili varni kot otroci, koliko so bile v bistvu zadovoljene naše relacijske potrebe. To so tiste potrebe, da mi vsi kot otroci rabimo biti videni, slišani, sprejeti, imeti občutek, da smo na varnem, da je za nas poskrbljeno, da so starši okej, da se lahko posvetimo svojemu razvoju in svojemu otroštvu. In to je zelo, zelo, zelo redko, oziroma na tak primer še nisem naletela, da bi nekdo pač res imel dobro zadovoljene te potrebe. In kot otroci, ko opazujemo, pa vidimo, tema denarja se skozi ponavlja, denar je kriv. Tudi moja mama, moja mama je govorila, denar je izvor vsega zla, ker je oče bil gambler, hazarder, in se znajde v velikih finančnih težavah. In sem tudi jaz mogla razpucati veliko teh pojmov. Ko sem prišla v odraslost, pa sem si mislila, po eni strani, mi je jasno, da potrebujem denar, po drugi strani, denar je vir vsega zla. Rezultat je zmeda. Ne vem, kako naj si ga želim, ali bom s tem priklicala zlo ali ne. In ker to bi pa še dodala, ker se v naši družbi o denarju sploh ne znamo pogovarjati na tak ranljiv način, na čustven način, hkrati pa smo bombardirani z ogromno škodljivimi prepričanji in slabimi pregovori, nažalost jih imamo tudi ogromno, sploh ne vemo, kako izgleda zdrav odnos do denarja, kaj funkcionira, kaj ne, kaj je učinkovito, in ostajamo sami, za to svojo zmedo, za svojo stisko, delamo najbolj, kakor vemo in znamo, pol, tako kot pri vsakem učenju, delamo napake, pol, ko naredimo napako, ker nimamo dobre samopodobe, se krivimo, pa rečemo, tega ne bomo nikoli več naredili, ali pa nobenemu ne bom govorila o tem, in spet ostajamo sami svojo stisko, kar pomeni, da se nič ne naučimo, ne napredujemo in je težko. Kakšen odnos recimo razvije otrok do denarja, če je priča pogovorom doma, da je denarja premalo, tudi, za hrano, da je neka eksistencialna kriza tukaj. Pa me zanima primer, veš, če je otrok vseeno v nekem ljubečem okolju, se pravi, je viden, je slišan, se počuti varnega, kakšen odnos bo ta otrok razvil do denarja, ali pa v drugi situaciji, kjer ni viden, ni slišan, kjer ostaja sam, to, kar si zdaj govorila. Kako se razlikuje? Zelo velika razlika je. Zakaj? Zaradi tega, ker kako nastanejo travme? Travme nastanejo tako,
da smo mi izpostavljeni neki, recimo, pač težki situaciji, neprijetnika, ne moramo preveč za naš sistem, a ne, in za naše čustva in ne moramo predelati. Ampak, če sploh kot otroci imamo mi nekoga, ki regulira naša čustva, kar pomeni, da nas potolaži, da nam razloži, odvisno pač, koliko smo stari, itd., se v bistvu ta dogodek ne bo nekako zaklenil v našem telesu kot travma, ampak kot neprijetna izkušnja. A ne? Ali pa je isto v odraslosti. Torej, da nam nekdo pomaga ublažiti ta šok. In to pomeni, da so te naše relacijske potrebe zadovoljene, če imamo nekoga takega ob strani. In recimo v teh primerih, kot si opisala, da smo izpostavljeni pomanjkanju, če bomo to veliko lažje doživeli, a ne, če bomo vedeli, jaz še vedno kot oseba, ne, jaz kot otrok sem varna, nekdo je ob meni, nekdo odrasel, ki je močnejši, ki me lahko zaščiti in ki tudi prevzema odgovornost za svoje življenje. Ampak v realnosti je tega pa veliko manj, zaradi tega, ker ponavadi starši, ki so izpostavljeni tem situacijam, so v stresu in potem tudi v stresu reagirajo. Oni še sebe težko regulirajo ali pa težko poskrbijo zase. Ne, kje bojo pol še poskrbeli za otroka. Zdaj si vprašala, kako se to razvija. Mislim, v kaj pelje potem? Jaz bi tako rekla, ni enih enoznačnih ali pa linearnih, če se mi je zgodilo to pa to, potem bom jaz imel take pa take težave. Jaz ne gledam tako na ta naša doživljanja, ki se mi zdi, da smo preveč kompleksna bitja, ampak različni scenariji, ne, se lahko razvijajo. Nekdo, naprimer, ki je bil izpostavljen pomanjkanju, si lahko na osnovi takratnega razmišljanja pride do zaključka oziroma sklene sam pri sebi, jaz nikoli ne bom dovolil, da se mi to zgodi. In naredi v življenju vse, kar je potrebno, se fokusira, išče načine, da bo imel veliko denarja, mogoče tako kot tisti milijonar, ki sem ga prej omenila. In si je nabral ogromno bogatstvo, ampak on še vedno živi v strahu, ker ga je mogoče strah, če bom preveč zapravljal, če kupam tele jagode, lahko, ne vem, ogrozim svoje premoženja ali pa svojo družino, postavim to situacijo, še vedno izhaja iz te bolečine. Nekomu drugmu, se pa zdi, sem živel v pomanjkanju in lahko sklene, tako je, ne zaslužim si boljšega v življenju, ali pa si pol interpretira, taka je, ne vem, moja usoda, ali pa jaz nisem dovolj dober za kaj boljšega in potem celo življenje ponavlja ta scenarij. Sploh tudi, ko ima neke rešitve pred nosom, jih ne izbere, ker bi zdaj, to je pa dobro vprašanje, zakaj ne naredimo drugače, tudi ko imamo priložnosti in imamo priložnosti. Ne zmoremo zaradi tega, ker bi to pomenilo, da se pol moramo soočati z bolečino iz preteklosti. Ko imam jaz priložnost v sedanjosti iti po neki boljši poti, lažji poti ali pa uživati v financah, se pol moram soočati s tem, kako je bilo, ko nisem imel, in to boli. To praviloma boli, ker je pač spomin na tisti čas živ, ampak seveda je zelo osvobojoče, če to predelamo, pa vidimo, takrat je bilo tako. Takrat sem jaz kot otrok res bil nemočen in nisem mogel nič narediti in vrnem odgovornost tam, kamor paše. Veliko ljudi se boji to narediti, vrniti odgovornost tja, kamor paše, ker to pomeni, ustrašijo se, pa nočem kriviti svojih staršev. Pa jaz rečem, starši, tako kot vsi ljudje na tem svetu, delamo najbolj, kakor zmoremo v tistem trenutku. Kar pa ne pomeni, da mi, ki smo bili otroci teh staršev, tudi če so oni delali najbolj, kakor so zmogli, to ne pomeni, da smo mi dobili vse tisto, kar smo rabili. To sta dve zadevi, dve resnici, ki lahko koegzistirata.
In ne moramo pa mi predelati svoje bolečine, če ne pridemo v bistvu v stik z njo. A ne? Če ostaja potlačena in če mi rečemo ne, na nek način, če tako zelo po domač povem, ne, če ne vrnemo odgovornosti tja, kamor spada, to pomeni, da še vedno mi nosimo in da si mi prevedemo kot jaz sem kriva. A ne? In če sem jaz kriva za svojo okoliščino ali pa za slabe stvari, ki so se mi zgodile, to pomeni, da tudi zdaj ne morem si privoščiti življenja v lahkotnosti, v obilju, ne, da uživam v tem, kar imam, v talentih, v delu, ki ga imam rada. In zato se mi zdi, da moja filozofija je, da na življenje non-stop kliče, izziva, ne, z vsemi težavami, ki nam jih da na pot, nas kliče k temu, da razrešimo te stvari, ker jaz sem tako optimistična, da življenje ali pa univerzum želi, da smo mi srečni. Ja. In imamo skozi priložnosti za lekcije, da se naučimo, ni treba, da je prestanek mojega življenja tak, kakršno je bilo otroštvo. Res je, mislim, precej kompleksna zadeva, ne? Tako kot vse, kar se tiče razvoja naše osebnosti, no, se mi zdi, kaj vse vpliva name, na odraslo osebo, kakšno pot sem do zdaj prehodila. Ne? Ja, nezavedno je tako neprimerljivo močnejše od zavednega, ne? In nekako, ko se pa malo naučimo prepoznavati ta jezik, je pa fulaže. Zdaj, ko si omenila nezavedno je močnejše od zavednega, takoj sem se spomnila ene fotke, tako ena ledena gora v morju, ne, in 90% potopljene pod morjem, nezavedno, in 10% nad morjem. Ja, po moje je Freud uporabil to. Ne vem kdo, ampak v živo imam zdaj to sliko, ker mi je bila že takrat zelo fascinantna. V bistvu, kako nezavedno živimo svoje življenje. Ja, res je. Torej, če sem zdaj prav zložila vse to, kar sem slišala doslej. Veliko stvari sem povedala. Ja, glej. Je odnos do denarja izjemno povezan s samo podobo, ki jo človek nosi s seboj. In iz tega razmišljanja bi šla potem tudi to, kaj sem uvodoma se vprašala, zakaj je tako težko postaviti neko ceno. Ne? Dostikrat imamo najbolj priročen izgovor, ja, pa ne vem, kakšne so cene na trgu, pa tako, sploh ne vem, kako naj to zaračunam. To so predvsem, recimo, ne vem, neki freelancerji, ko treba ponudbo pripraviti, ne? Na različnih poslovnih področjih. Ne? Se pravi, po tej logiki to ni poslovno vprašanje, ampak je vprašanje čist nečesa drugega. Ja, res je. V poslovnem delu bi bilo dosti enostavno. Ne? Mi vsekakor lahko zračunamo in je prav, da zračunamo. Jaz spodbujam svoje stranke, da naj tudi pogledajo svoje številke in vidijo, kakšne imajo recimo stroške z delom. In tudi koliko denarja sploh rabijo, ne? Kakšno freelancerji sploh nimajo pač fiksne plače, ampak si jo morajo sami določiti. In pol, ko zagledamo številke, koliko resnice rabimo za življenje, ne, se lahko, če imamo malo nerazčiščene tukaj stvari, jaz bi rekla tako nasplošno, sicer ne rada stereotipno govorim, ampak ženske imamo večji izziv na tem področju, postaviti ceno, ker imamo tudi težave z postavljanjem meja, ker smo bolj obrnjene na skupnost in bolj ker imamo drugačne možgane na tem področju. Skratka, ja, pol ta cena postane vprašanje, a je moja ura res toliko vredna. Tudi jaz sem se to spraševala, ko sem delala kot psihoterapeutka, kaj moram jaz narediti v tej uri, a je res vredno, a bo, pol pride do strahu, če zvišam ceno, kaj pa če nobenega ne bo, če me zavrnejo, tako da boš, da sem nekje pod streho, pa obdržim te stranke, ki jih imam, s tem, da ceno, kaj pa jaz plačujem, s tem, da živim
Na ta način je pa grozljivo visoka, ne, ta davek. Ne. Imam stranke, ki se skozi sprašujejo že 10 let, plavajo tam tik nad gladino in ne vejo, a naj z naslednjim mesecem zaprejo SP ali naj pa grejo v neko službo, samo da bo mir, ker je stres toliko močen. Ampak to je recimo tak lep primer te situacije, ki se rečem, življenje nas kliče k temu, da razčistimo, ker kristalno jasno jim je, da nočejo iti v službo, ki jih ne veseli in da ta SP, ki ga imajo in ta pot, za katero so se odločili, je izraz nečesa večjega, je klic njihov, je nekaj, v čemer so dobri, kar jih veseli in je prav, da to negujejo. Ampak klic je, da razčistimo, zakaj jaz sebe tako slabo cenim in kaj je povezan s tem. Ja, tukaj bi definitivno rekla, koliko se pozna, da mi v Sloveniji smo del vzhodnoevropske kulture, kjer smo ekstremno kritični do sebe, ker se že od malega ne znamo ali pa je prepovedano se pohvaliti. Mi imamo celo pregovore v smislu dobro blago se samo hvali, kar pomeni, ne smeš ti sam sebe pohvaliti, ne smeš nič reči dobrega o sebi, kritiziramo se pa na polno in pa imamo večinoma te močne notranje kritike, ki so neusmiljeni, v smislu, česa še nismo naredili, primerjamo se z drugimi, kako bi nekaj naredili boljš, da ne govorim, koliko je perfekcionizma, ki nas ustavlja, da ne delamo korakov in je to tak začaran krog, ker če mi vedno poslušamo ali pa če živimo z idejo, kako bi mi mogli biti, kakšni bi mogli biti in kje sem jaz, in ta ideja je pa malo že delužena, ko se primerjamo z ne vem kom, ne vidimo pa vsega tega, kar smo že dosegli, poti, ki smo jo prehodili, tiste stvari, tudi cilje, ki jih dosežemo, pa jemljemo pol za samoumevno. Ja, pa sej, valjda srednja šola itak ni nič, tudi osnovna že ne, faks se nam ne zdi nič pomembnega. Zakaj? Zaradi tega, ker smo se družili na faksu večinoma z sošolci, ki so pač naredili faks. Nimamo pa predstave, da mogoče, mislim, da takrat, ko sem jaz študirala, je bilo 17% diplomiranih ljudi, kar pomeni, jaz sem se primerjala samo z temi, ne pa z, kaj ste pa moja matematika, Ne bom ti pomagala, ker tudi moja matematika šlo. 100 minus 17. Ja, ne vem, 83% ljudi pa nima dokončanega faksa, pa bi si mogoče želeli, ali pa so probali, ampak ne. Ali pa to, da govorim tu jezik, da imam vozniški izpit, pa jaz rečem, če se pa primerjamo z osebo, ki je mogoče probala 10krat narediti vozniški izpit, pa vidimo, da ni to umevno, ali pa ženske, smo mame, koliko je to skrbi, neprespanih noči, kaj se smo pripravljene narediti za otroke. Ampak to ni nič vredno, zakaj? Zaradi tega, ker nismo nekdo z Instagrama, ki v popolnoma drugačnih pogojih živi, pa je tudi one in a million. In tukaj mislim, da si delamo zelo veliko krivico, in dobra novica je, da lahko začnemo že takoj danes spreminjati ta mindset, jaz pravim, jaz sem money mindset coach, drugačen odnos do sebe. Poglejmo, kje vse je obilje okrog nas in znotraj nas, da ne jemljemo stvari za samoumevno. Če sem jaz bila danes do nekoga prijazna, to ni samoumevno, ker niso vsi ljudje non-stop prijazni. In jaz vem, koliko boli, kadar ljudje niso prijazni, in ni prav, da jemljemo to za samoumevno. In včasih jaz tudi vem, kar nekaj let ali pa dolg časa sem se borila z depresijo. In sem se tudi jaz mogla naučiti, včasih je zmaga, totalna zmaga v dnevu, ko sem lahko tisti dan vstala, odpeljala otroka v vrtec in
si za kosilo naredila tiste špagete s pripravljeno omako. To je bilo največ, kar sem zmogla, za razliko od dni, ko nisem zmogla vstati s kavča. In tudi to ni samoumevno, da še vedno vztrajamo, da smo živi, da kadar živimo samostojna življenja, da si ustvarimo družino. Vprašamo tiste ljudi, ki nimajo otrok po družine, pa bi si mogoče želeli. Tako da, treba začeti spreminjati perspektivo in takrat, ko mi sebe ne jemljemo več samoumevno in ne poslušamo več teh glasov, ki smo jih poslušali v otroštvu ali pa prišli do zaključkov na osnovi okoliščin, v katerih smo živeli, takrat bomo pa prepoznali, čakaj, to, kar jaz danes delam, kar jaz nudim svojim strankam, da sem se za svojo storitev izobrazila, da delam po najboljših močeh, da se potrudim na takšen pa pač drugačen način, da sem spoštljiva do svojih strank, na voljo, pač, da prepoznam, kaj je vrednost mojega dela, takrat je pa tudi veliko lažje postaviti ceno in se soočiti s tem strahom, tudi z tega izhajamo jaz zaupam vase in v svoje delo in ne rabim več živeti v strahu, kaj pa če nobenega ne bo. To pa pol mi spremenimo svojo vibracijo in valjda dobimo take stranke, ki tudi pol bolj cenijo našo storitev. Ne manj, ampak bolj. Ker kadar delamo z ljudmi, ki hočejo vse zastonj, bomo pač se obdali s takimi ljudmi, ki hočejo vse zastonj, ker smo mi pač to pripravljeni dati in to je meč. Ko pa mi začnemo ceniti svoje delo in pol tudi privlečemo take stranke, ki cenijo naše delo in so zanj ga pripravljeni plačati. Torej, po vsem slišanem bi rekla, človek mora biti zrel za to, da si postavi ceno, za katero želi delati, ne za tisto, za katero misli, da jo je vreden. Jaz mislim, da je to vsekakor work in progress, torej, da se skozi učimo in da je treba delati korake ven iz cone obdobja, probati, toliko, kar zmorem zdaj. Recimo, jaz vem, jaz sem imela hude težave s postavljanjem cen, blazne. In v enem trenutku sem si probala sem si pomagati na vse možne načine. Ena od stvari je bila ta, da sem se zavedala, tukaj, kjer sem danes, ne moram še računati toliko, kolikor bi si želela. Vedela sem pa, koliko si pa želim, kar je bilo, ne vem, koliko 100-kratnik večje. In kaj sem v tistem trenutku zmogla, sem rekla, vem, da pač nisem še na ciljni črti, ampak sem si rekla, za vsako stranko bom mičkeno povišala ceno, zato da se počasi navajam, da grem v to smer. In nekaj časa je trajalo, ampak danes imam take cene, kot sem si že želela. Čestitam. Je bil proces. Ne bom pa rekla, da sem se tukaj ustavila. Torej bi lahko iz tega, kar si povedala, sklepala, da fake it till you make it pristop v tem primeru ne bi deloval. Recimo, da si nekdo reče, jaz si bom zdaj postavil, ne vem, tako in tako urno postavko, kljub temu, da v resnici ne verjame v to. Ti bom povedala zelo zgovoren primer, kaj sem jaz naredila. Torej, enkrat sem naredila ta market research in pogledala, koliko ostali terapeuti, kakšne imajo cene. In ugotovim, da jaz takrat sem računala rahlo kao nekje v povprečju ali pa malo manj, s tem, da sem imela pa ful više kvalifikacije. Lahko bi računala ful več, ker sem imela tudi, ne vem, mednarodni izpit in razne druge reference, ki jih drugi niso imeli, ampak ne, moja cena malo spodaj. In mi to ni bilo všeč in sem rekla, jaz bom zdaj pa to spremenila in bom dvignila cene. Mine nekaj časa, mislim, da par mesecev, se jaz pogovarjam z eno kolegico, ki smo imeli podobno izobrazbo, podobne izkušnje, pač nekje na istem nivoju
in jaz vem, da ona računa 10-krat več. Mene je kap, tako kap me je. Jaz sem, priznam, ko sem prišla domov, jaz sem se tako drla, da me je grlo bolelo naslednji dan, ker sem bila tako jezna nase. Nase. Karolina, kva ti ni jasen, spet. Meni veliko stvari ni bilo jasnih. Besno rečem, zdaj pa dost tega, da se jaz ne cenim, in grem na svojo spletno stran, rečem, zdaj bom jaz pa dvigala te moje cene in pogledam in vidim, jaz sem že par mesecev nazaj, takrat, ko sem naredila market research, dvigala svoje cene. Ampak jaz sem to pozabila. In sem v tem času strankam računala nižjo ceno. Noben me ni opozoril, noben, ne vem, a so opazili ali niso, valjda, da me niso šli opozoriti. Čakaj, na spletni strani boš pa manj. In sem takrat nemočno obsedela pred računalnikom in tako razmišljam, pa piše, Karolina, tebi ni pomoči. In to je tisto, zakaj je nezavedno močnejše. Ker jaz vem sama, da sem si spremenila cenik, ampak ni bilo v meni. In doskrat, drugi ljudje nimajo tako ekstremnih primerov, ampak kaj pa imajo, oziroma s čim se soočajo, s tem, da ko je treba skomunicirati ceno, ko je treba povedati, se tako matramo, jaz sem se tudi nekoč zjecljamo, opravičujemo, izogibamo, odlašamo, tako da ta fake it till you make it je bolj kilova, Včasih rata, včasih ne, ampak jaz spodbujam to, da vsekakor ne moramo mi čakati, da bomo mi suvereni pa pol uvajali spremembe. Ne, to je proces, ki se dogaja, mi moramo korake delati že danes, pa mogoče pa dvigam za 5%, če ne moreš, sploh če ti tabela govori, da nimaš biznis, ampak drag hobi. Ali pa mislim, se tudi na ta način jaz pomagam svojim strankam, da jim pomagam videti z druge strani, zakaj to delajo. Prvič, če imam jaz stranke, ki so meni hvaležne, da imam dobre feedbacke, dobre testimonialse in da pride pa reče, spremenila si mi življenje, je namen, da jaz to slišim in da se zavedam, da to ni sam filanje mojega ega, ampak je, da s tem jaz nosim tudi odgovornost. Kar pomeni odgovornost, bom jaz svoj talent še naprej uporabljala za to, da delam dobro in da pomagam ljudem. In če jaz hočem to delati, jaz moram imeti dobro postavljen biznis in zame mora biti dobro poskrbljen. To pomeni prevzemanje odgovornosti zase. V primerjavi s tistem, kar sem prej omenjala, bom zdaj šla v neko službo, ki jo ne maram, samo zaradi tega, da bo redna plača. To je disservice, oziroma, kako se temu reče, s tem ne delam usluge nobenemu. Nisem se jaz rodila s tem talentom, zato da pol izpuhti, zaradi tega, ker me je strah se soočati z svojimi izzivi. Ampak, ko pa pogledam iz tega vidika, da imam odgovornost do svojih strank in da mora biti zame dobro poskrbljen, takrat je pa lažji, postaviti ustrezen cenik za to, da ker vemo, zakaj delamo in umaknemo svoj ego iz slike in se na drugačen način soočamo s svojimi strahovi. Zdaj, jaz ne pravim, da moramo mi ni eno univerzalno pravilo, da zdaj moramo kar vsi dvigati ceno v nebo. Ni to point. Valjda moramo tudi stati za njim, ampak to se predvsem nanaša na ogromno tistih žensk, ki jih jaz srečujem vsakodnevno, ki res z srcem delajo to, kar delajo, ki se preprosto ne zavedajo svoje vrednosti in ki se podcenjujejo, kaj delajo, preveč dajajo in premalo zaračunajo, ker zgodi se tudi ena zanimiva stvar. Ko mi malo premagamo svoje strahove in zvišamo svoj cenik, se tudi
v nas nekaj zgodi, da smo nekako motivirani ali pa prisiljeni, tak je občutek, bolj prisiljeni stopati v te ta večje čevlje in dejansko pol tudi boljš delamo. Jaz sem ogromno napredovala od takrat, ko sem začela prevzemati odgovornost za svoj cenik. Zmanjšala sem nepomembne stvari in šla bolj v bistvo. Tako da to je tudi ena stvar, ki je kontraintuitivna. Mi pa dostikrat delamo glih obratno, čakamo, ko bom jaz, ne vem kaj, perfektna, takrat bom imela višji cenik. To je pa pot, ki definitivno ne deluje in se ne bo zgodila. Kaj pa svetuješ ženskam, ki si omenila prej, ko pridejo k tebi, ko so dobre, ko so srčno predane temu, kar delajo, ampak si ne upajo postaviti cene? V bistvu to ne gre toliko za nasvet, kakor za proces. Treba iti skozi proces, ker so na delu pač nezavedne stvari in v tem procesu jim jaz pomagam, da prepoznajo, iz kje izhajajo ti vzorci, da se s tem soočajo, da to umaknemo iz slike, da predelamo tisto, kar je pač bilo potrebno in gremo naprej in to tukaj pač valjda brez te moje 15-letne psihoterapevtske podlage ne bi mogla toliko pomagati, nisem čisto navaden coach, ampak točno vem, kam gremo, zadosti globok in kaj rabijo, da to ni samo na kognitivni, racionalni ravni, ampak emocionalni in telesni ravni, ker če se v telesu ne zgodi sprememba, pa ni nič, ni učinka, in pol pa ta drugi del, torej soočenje z preteklostjo, pol pa imam v bistvu in tam zelo zanimive take izzive pa vaje, ki jih morajo prakticirati v vsakodnevnem življenju, pač tam, kjer so, da se po malo premikajo izven cone obdobja, in seveda pa raziskujemo tudi, kjer blokade pridejo ven in jih naslovimo. Kaj je tisto, kar nas zadržuje pred tem, da ne bi, da ne živimo tazga življenja izpolnjujočega, kot si ga želimo. In s temi izzivi, ki jih postavljam, po eni strani lahko hitro prepoznamo, kaj prihaja ven, in hkrati se one soočajo in začenjajo v bistvu tudi stopati po tej poti večje nekak suverenosti. Pol v drugem delu jih pa seveda tudi se soočimo z številkami, da pogledajo, kje so, ampak nekako bistvo je res spremeniti to perspektivo, ko si vprašala, kaj jim svetujem, naučim jih, da spremenijo perspektivo na stvari, kakšen pomen dajo stvarem, in ko to naredimo, poleg tega, ko so naši možgani sproščeni, ko mi pozdravimo te rane občutkov nevarnosti iz preteklosti, in so naši možgani sproščeni, pol prepoznamo ogromno priložnosti, ki jih imamo in jih imamo pred nosom nešteto, in zdaj imamo pa tudi pogum, da živimo, kako bi rekla, tako življenje, ki smo si ga želeli, da pridejo do tega, sem vredna sem taka, ki sem, to je, nima veze z tem, koliko sem produktivna, uspešna, kakšne imam dosežke, ampak jaz sem vredna taka, ki sem, in čisto drugo je, zdaj pa preverimo, kaj sploh želimo v življenju, kaj mi moje čustvo in moje telo sporoča, kam želim priti, in kako naj do tega prijem. Na začetku sem omenila tudi sram. Tako, ko se pogovarjam recimo s prijateljicam, znankam, je začutiti, veš, kot da vse si želimo imeti denar. Ampak je tukaj vzadej en sram pripopan, da to ni prav.
da to poveš na glas, da si želiš imeti denar. To je nekaj slabega. Kako praviti s tem? Torej, eno je ta osebni proces, ki je to ratal, ampak nasplošno tisti del, ki pa lahko povem, meni ni sram, jaz obožujem denar. In je res, seveda, tudi jaz sem mogla skozi proces, jaz sem se tudi prej počutila, a sem jaz materialist, pa snob, če to rečem na glas, ampak zdaj pa mirno rečem, moja duša uživa v lepih stvarih, nahranjenih, jaz obožujem Kempinskega in mi zelo žal, da zdaj odhaja v Sloveniji ali šel, ne vem. Skratka, nekako moram skrajšati, ker imam zelo veliko misli na to temo, ampak mogoče kaj bi izpostavila. Zelo imamo v družbi naši povezan s tem, da denar je slab, bogati so pohlepni, in toliko imamo teh pregovorov na temo, da imeti denar je nekaj tako zelo slabega, da se bojimo, da če imamo denar, bomo tudi mi, ali da bomo ratali, pohlepni, slabi, neetični, nemoralni, ali pa da nas bojo drugi imeli za take, tudi če mi sami nismo. In zdaj jaz res upam, da se tole čim več ljudi sliši. Lahko smo premožni, bogati in dobrega srca in moralni in etični. To se ne izključuje. Denar sam te ne pokvari, sam po sebi. Denar poudari tisto, kar je že prej v tebi. Kar pomeni, če sem jaz slaba oseba, kot že pač prej, mislim, brez denarja, bom z več denarja imela večjo platformo, da še bolj počnem slabe stvari. Ali pa v imenu denarja. Ampak to je zaradi tega, ker sem že prej, mislim, slaba rečem v narekovajih, ker v terapiji, ne vem, terapevti ne uporabljamo teh besed, ampak v smislu, če sem zelo natančna, če moje potrebe niso zadovoljene in jih na zelo neučinkovite načine rešujem, ali pa imam neke motnje, pa to drugi vidimo kot slabi ljudje. Lahko pa z denarjem, če sem dober človek, empatičen, delam krasne stvari. Meni je ful lep zgled Oprah. Oprah Winfrey lepo reče, moja šalica je polna in pol iz nje jaz lahko dajem naprej, in je ogromno dala ogromnim ljudem, za svojim delom, z darili, da ni nikoli, pač, ko bi rekla, uporablja denar za dobre stvari. To je pač naša odločitev. In zdaj hec mogoče, če to isto stvar okrog obrnemo, vsi revni smo pa, mislim, so pa vsi dobri, in ni res, ne? Ni logike, Ni logike. Ni logike in ni res, Če se malo pohecam, pol so brezdomci, mislim, imajo hude travme za sabo, in te stvari, ampak ljudje, ki počnejo slabe stvari, so med vseh barv, oblik, finančnega stanja itd. Tako da ne moramo zreducirati na to. Če še eno misel sem imela glede sramu, kaj se je to soočanje. Mogoče pride, ampak zdaj si mi dala toliko lepo iztočnico, ki si omenila brezdomce. Kako v bistvu ti je neugodno iti plačati parkirnino, zato ker tam je vedno kakšna zaseda in žicajo za denar. In prav grdega se počutiš, ko ne daš denarja, ali pa pač tako, ko greš mimo po mestu, je tega velika, pa prosijo za denar. Zakaj jaz vem, da jaz se ful slabo počutim. Super vprašanje. In tak primer tudi za marsikaj drugega. Jaz bi tukaj rekla zaradi tega, ker
imamo zmedo v sebi, ker ne samo, da niso pojmi razčiščeni, ampak mi nismo prišli do točke, ko se zavedamo, da imamo izbiro. Jaz mislim, da idealno stanje je, da jaz vem, da lahko delujem iz tukaj in zdaj, se bom razložila, kar pomeni, ni enega univerzalnega načina, kako naj jaz delujem. Torej, ali da skozi dajem, ali da ne dajem, ali koliko naj dajem, itd. Če ravnam po kateremkoli principu, sploh ni pomembno, kaj je, ravnam po nekem principu, in nisem v stiku z sabo tukaj in zdaj. Cilj je, da sem jaz toliko sproščena, eni bi rekli tudi pretočna, da vem, tako, ko se počutim, takrat lahko reagiram. Mislim, v smislu, ne, če stojim tamle, pa če nekdo pride do mene, in če se počutim, da bi mu dala, mu dam. In če se počutim, da mu ne bi dala, sem jaz sama sabo, da mu ne dam. Iz kateregakoli razloga. A sem dosti jasno povedala. V bistvu to rabimo, to svobodo, ali pa mogoče malo lažji primer, a ne, pustiti napitnino ali ne. Tudi lahko povzroča stisko. Kadar delujemo na podlagi vzorcev, če sem jaz, recimo pri financah dostikrat imamo obrambne mehanizme, ali da preveč zapravljamo, ali pa da preveč varčujemo. Noben ekstrem ni dober. Kaj rabimo, je ravnovesje. In rabimo to izbiro, da ko sem jaz v restauraciji, če sem zadovoljna s postrežbo in če so moje finance v redu, z veseljem ali pustim napitnino, a ne? In hkrati vem, da lahko imam ogromno denarja, ampak če nisem zadovoljna s postrežbo, vsaj pri nas, ker ni isto kot v Ameriki, je okej, da ne pustim. Skratka, obračam se nase, kako se takrat počutim in vem, da je okej ali eno ali drugo. Zato pa rabim zaupanje vase in tudi stik sama sabo. Vedeti, a veš, kje sem, kaj meni paše, kaj pa ne. Razmišljam, ali ima to kakšno zvezo z težavo s tem, da imaš težavo s postavljanjem mej. Se pravi, če jaz vidim, da je tamle zaseda pri parkomatu, kamor grem plačati parkirnino, jaz bi se seveda najrajši temu ognila. Ker če se jaz temu ognem, meni ne bo treba reči ne. Ja. Zelo dobro opažanje. Postavljanje meja je centralna tema, a ne, pri temu, mi živimo svoje življenje na način, da prevzemam odgovornost zase in da jaz zadovoljujem svoje potrebe, da vem, kako se počutim in da tisto, kar mi ne ustreza, da tismo rečem ne. Na tem je treba delati non-stop. To je ful pomembna tema. In seveda, če se bojim, da bom postavljena v situacijo, ko bo treba reči ne in imam s tem izzive, valjda, da mi bo neprijetno. Ampak takrat grem jaz vedno en korak globli, a ne, in to ozaveščanje, kdo sem jaz, da jaz sem vredna sama po sebi, da je pomembno, da dobro skrbim zase. Da sem jaz tista oseba, ki mora skrbeti zase, ni nihče drug, da ne pričakujem. To takoj, ko sploh ženske, ne, imamo dostikrat izziv s tem. Mi bi ful skrbeli za druge in pol upamo, da bodo drugi poskrbeli za nas, drugi ne poskrbijo za nas, ne tako, kot smo si zamislili, in pa smo razočarane. Gospodinje. Ja, kdorkoli. Ne gre na ta način. To so otroški vzorci. Jaz ne prepoznavam svoje vrednosti, zato se bom jaz ful potrudila zate, ker sem se najverjetneje mogla truditi ali pa sem imela preveliko odgovornost v otroštvu in ponavljam ta vzorec in hočemo spreminjati svoje partnerje, a ne, in pri otrocih je kao legitimno, da skrbimo za njih, ampak tudi tukaj pretiravamo dostikrat v nulo in si sam zakompliciramo življenje s tem.
Ne? Tako da, ja, je treba vaditi tisto zdržati, jaz vedno rečem, kadar ima take ženske izzive s svojimi partnerji, a je odrasel moški? A lahko poskrbi zase? A lahko, govorimo o odraslih moških, nismo mi njihove mame ali ne vem kva, in je treba prepoznati, ne moram jaz skrbeti za drugega in pol upati, da bo nekdo drug poskrbel zame. Elizabeth Gilbert, moja najljubša avtorica, ful lepo reče, let's cut off the middleman, ne rabimo mi tega. Jaz poskrbim zase in jaz rečem, ne, tole mi ne ustreza, in znotraj tega se nahaja taka svoboda, da to je tisto življenje, po katerem hrepenimo. Tukaj notri je svoboda, ne v denarju. In kaj pa je še najboljša stvar, ko jaz okusim to svobodo, pa jaz vidim, da je denar sam stranski produkt. Ni denar tisto, ki me vodi. Ampak, ko se zavedam svoje vrednosti in ko jaz delam tisto, za kar sem bila poklicana v tem življenju, me vesolje podpira in takrat pa denar pride. En zelo živ spomin imam iz svojega otroštva. 4., 5. razred osnovne šole. V Ljubljani Bolšji sejem. S fotom sva šla prodajati moje premajhne cunje, se pravi oblačila. In jaz se ful spomnim, kako sem vsakič, ko sem kaj prodala, z veseljem štela denar, ker je bil plan, da si kupam eno novo trenirko. V nami so imeli čist hude, take 80s, valjda trenirke so bile, pink z temno modro, v živo se jo spomnim. Ampak tisto, kar je ostalo z mano, je, da je v enem trenutku oče rekel, pa daj že nekaj skozi šteti ta denar. Tipično. Kaj recimo to pusti, lahko da hipotetično, kaj to sem bila stara, vredno 10-11 let? Ja, zdaj bi jaz mogla tebe vprašati, kaj je te pustil? Ja, ampak zapomnila si zelo dobro. Zapomnila sem si zelo dobro, ja. Se pravi, je bilo to na nek način sporočilo, da denar ni nekaj dobrega in to, da se ga jaz veselim, ni dobro, ni prav, no? Ja, in zato sem rekla tipično, ker je to zelo pogosto sporočilo v naši družbi, ampak če pa pogledamo mi z odraslimi očmi, kaj je tukaj le slabega? Ti kot otrok si svoja premajhna oblačila odnesla zato, da nekomu drugmu prav pride, krasna transakcija, win-win, bi rekli, in dobila si ta denar, seveda z namenom za to, da ga porabiš za nekaj, kar te podpira. In očitno ta trenirka, ki si jo tako zapomnila, ti je takrat ful veliko pomenila. In to je tisto, krasen primer, kaj jaz danes učim svoje stranke. Zato rabimo denar, da denar kroži okrog, se te ne dotaknila, ne? Da denar kroži okrog in da nas podpira, to je funkcija denarja. Ne pa zato, da se mi slabo počutimo, ali pa imamo slabo vest, ker bomo zdajle ga za nekaj uporabljali. To je ful, kako bi rekla, zakaj je neučinkovito, to reakcija očeta s tem tonom, da je malo grdo, šteti denar ali pa si ga želeti. Ker pol pa ne vemo, kaj naj z njim. Torej, moram ga imeti, ampak ne smem ga zapraviti za stvari, ki jih rabim, ki me podpirajo, kaj naj ga čuvam, naj ga šparam. Zmeda, zablokirana energija. Pol smo stuck in pol ne vemo, kaj narediti, tudi ko prijemo do tistega parkomata. No, jaz zelo rada trošim denar. In tudi mož se velikrat heca, da denar mora krožiti, samo da zmeri stran od njega kroži.
Ja, to pa je ponavadi povezano s tem, da zelo pogosto se v bistvu tudi najdemo taki partnerji, ki en rad malo preveč troši, drugi rad malo preveč para. Ampak jaz pravim, da cilj je, da najdemo ravnovesje v sebi. Torej, rabimo oboje in izziv je iti izven cone obdobja, torej na drugo stran, ne, za vsakega posebej. In v bistvu imamo tukaj doma, če živimo s takim partnerjem, ide zastonj učitelja, ne, ker ta drugi je ponavadi dober, ne, v svojem obrambnem mehanizmu in nas lahko krasno nauči, ali kako se špara, ali pač kako se malo živi v življenju, ker to je ravnovesje, zame je to definicija. In kaj mi je najbolj pri tem, da ljudje smo dostikrat prepričani, da moramo ali eno ali drugo. Ne, oboje imamo lahko. Oboje, jaz vedno pravim, ko smo soočeni z dvema alternativama, pa ne vemo, kjer bi izbrali, zakaj ne oboje? In se da. In res, zelo enostavno je tisto, od vseh prilivov, ki jih dobiš, daj 10% na stran, to naj bo za šparanje, vsak lahko to naredi, jaz sem začela šparati v najhujši krizi, ne finančni, tako da me noben ne bo prepričal, da se to ne da iz nekih razlogov. Vse ostalo pa zapravim za to, kar me podpira danes. Ker jaz danes živim in je prav, da sem danes podprta, hkrati pa skrbim za nepredvidene situacije, za jutri, za svojo prihodnost in imamo oboje. Če se dotaknemo še strahu pred izgubo strank. V branži, v kateri sem, ne vem, zadnjih 10-11 let, je največkrat slišan stavek, ne upam si podražiti. Urnike ima polne, tako za 2 meseca naprej stranke naročene, ampak si ne upa podražiti iz različnih strahov, bom rekla. Jaz sem seveda ful zagovornica, ker je valjda drugim lažje pamet soliti, ker samim se pa ne. Mislim, se ti res zdi. Jaz sem terapeuta, veš. Da bo 5 evrov na mesec stranki tako razliko prinesel. Ker se mi zdi, da je še en faktor, ki ga zelo pogosto pozabljamo na lepotnem področju. To so luksuzne storitve. In veš, zakaj je toliko težko računati take stvari? Ja, zdaj, jaz mislim, da ni toliko vezano na stvari, ker jaz sem veliko razmišljala o tej temi, ne, tudi kot terapeut. Ne. V Sloveniji je nekako splošno prepričanje, da terapeuti bi pa mogli biti dostopni cene. Dostopni, ne, ker in tudi jaz sem imela te strahove, kakšna oseba pa sem, če služim na račun stiske ljudi. Mislim, res. Ja, kar tak, dost moralen lahko. Ne? Tako, ne. Ampak seveda, terapeuti, ja, naprimer, odvetniki pa ne. Odvetniki nimajo tega skripta v sebi. Oni pa lahko služijo, ne, tudi v stiski ljudi. Ja. Mislim, na račun stiske ljudi. Ali pa zdravniki, a ne, se tudi pomagajo. Mislim, seveda, v Sloveniji imamo ta javni sistem, sploh nam zgubljala besede, ni moje področje, ampak vemo, da in v tujini, ali pa tisti zdravniki, ki nimajo pač težav s tem, mirno računajo, pa imajo dovolj strank, a ne? In dovolj povpraševanja. Tako da ta prepričanja so zelo bolj plod nekega naše miselnosti, našega mindseta, a ne? Ta primer, ki si pa omenila, ne, zakaj tako težko računamo, a ne, ta gospa, kolegica ima, a ne, tukaj je idealno priložnost, ja, da absolutno, ne, malo zviša, pa pogledala bi, kje ona je, v smislu, a ji finance služijo, a dela z denarjem na ta način, da jo podpira,
In če ne, kje se zatika v smislu, a se počuti, ne vem, odgovorna, ne, da jaz ne smem povzročati, jaz doskrat z druge strani, tudi tukaj pogledam, kaj veliko ljudi šokira. Kdo smo mi, da prevzemamo odgovornost za to in podcenjujemo druge ljudi, kaj si drugi lahko prvoščijo, kaj pa ne. Kjer ego, smo, da mi se na nek način malo žrtvujemo, kar se nam zdi, da si drugi ne morejo privoščiti. Ampak to so vse naše nepredelane, v bistvu te finančne teme, pa ne samo finančne, ampak glede lastne vrednosti, ker če jaz vem, kdo sem jaz, ne prevzemam odgovornosti za druge ljudi. Jaz prevzemam odgovornost zase, za svoj biznis, za svojo družino, za svoje odnose. To je vrtiček, po katerem jaz lahko kopljem. Ja, absolutno ga ima, ampak sem ob tem, ko sem te poslušala, pomislila tudi na to, kaj če ne upaš podržiti za to, ker ta strah, ki mu rečeš, pa bo pa stranka šla drugam, pomeni zavrnitev. Ja, mislim, to je ni del odraslega življenja, da moramo tudi hengati. Kdo pa pravi, da moram biti samo všeč? V kakšnem delužnu živim, če mislim, da moram biti. Kjero ceno plačujem za to? Ne moram biti samo všeč. Ne moram. Ljudje imamo različne okuse, tudi čokolada ni vsem všeč. Čist napačni vzorci tukaj izhaja. Pa še eno stvar bi omenila, ki se mi zdi pomembna. Eno je tudi, kadar imamo mi nek tak mali biznis, imamo svoje stranke, in se bojimo, ali pa jih vežemo samo zaradi tega, ker imamo, ne vem, nižje cene ali whatever. Zelo velika osebna rast je tudi v tem, da jaz res verjamem v svoje storitve, torej, imam tudi v spodaj razčiščene pojme in občutek lastne vrednosti, ki ni vezan na to, kaj jaz počnem ali pa ne počnem, in ločeno, če vam to razčiščen, lažje vidim, kaj je moje delo, vrednost svojega dela, in ko jaz zaupam v svoje delo, se tudi spremeni moj odnos do prodaje, do marketinga, do promocije. In jaz znam pol tudi stranki predstaviti, zakaj je moja cena višja. Ali se sam zlijem z okolico, pač imam take cene, kot imajo tudi ostali. Ampak to me nekako ne motivira ali pa ne nagovarja k temu, da jaz grem korak več, pa ponudim strankam več. Višji cenik bi postavila zaradi tega, ker je tudi moja storitev več vredna od povprečja. Ampak to je treba pol tudi skomunicirati, in tukaj naletimo na nov strah, da jaz objavim na družbenih omrežjih, ki imamo zastonj platformo, da delim svojo ponudbo in to, kaj delam, je spet pride strah pred videnostjo. Lahko, da imam travmo tukaj, ker ko sem bila otrok, nisem bila videna, ali pa ko sem bila videna, je bilo nekaj narobe, ali pa sem lahko bila videna samo pod pogojem, če se mi je zdelo, da sem popolna. S tem se treba soočati. A sem jaz dosti vredna, da se pokažem taka, ki sem, nepopolna, ranljiva, in skrivnost ali pa moč naša je v tej ranljivosti. Jaz sem zelo velik oboževalec dela Brené Brown, sem priporočala, ne pogledala njen TED Talk, ker tega nam toliko manjka, ker ona pravi, da je pogum, kako že rojstno mesto ranljivosti. Skratka, pogum se rodi iz ranljivosti. Začnemo pa pri tem, da jaz sebe sprejemam taka, ki sem, za plusi in minusi. Nisem perfektna in nikoli ne bom. In s tem se treba malo sprijazniti, in videti in pluse in minuse, in razviti pozitiven odnos do sebe, da jaz sem tudi sama sebi, na eni točki si mogla reči, Karolina,
v tem življenju očitno ne boš dosegla Nobelove nagrade, ne boš imela Oskarja, ne boš imela ne vem kakšnih življenjskih, tisto, kar je pač moj notranji kritik mislil, da moram, če hočem biti vredna, da bojo starši ponosni name, moram neke megalomanske rezultate in sem si mogla, krono to dol, nisi tak kaliber, in ne boš, ne vem, Luka Dončić ali whatever, ampak glej, v tem življenju si sam ti, Karolina, to je to. To je to za ta denar, to je to v tem življenju. In dajmo štartiti s tukaj. In pol se mi je odprl, pa glej, piše ga, pa se sploh nisem tako slaba, pa se tudi isto sem naredila polno, kar naenkrat sem videla, šele potem, ko sem se spustila na tla, na dno, sem videla, pa se jaz imam ogromen zadet. Ampak tega nisem prej videla, zaradi tega, ker je bilo vse zamegljeno, ker ni bilo ne vem kakšnih dosežkov. In to pa je ta ranljivost. V tem smislu, glej, to je to. To zmorem v tem trenutku in delam najboljš. In za ene ljudi bo to premalo. And that's okay. Karolina, velikrat slišimo tudi, denar je energija. Najprej sem tudi uporabljala, ja. Kako? Najprej sem jo uporabljala. Dajva to razložiti. Mislim, ne, jaz ne bom, ker ne znam. Bom, da ti razloži. Ko preberemo, denar je energija, kakšen bi bil en tak, da jaz recimo to zdaj doma rečem, možu, ti veš, kaj denar je energija. Bom verjetno zelo čuden pogledal. Ja. Kako mu lahko razložim, tako da me ne bo čuden gledal? Da dostikrat na denar gledamo matematično, in iz tega izhaja zelo veliko tudi napačnih prepričanj. Naprimer to, da če jaz več denarja zadržim zase, to pomeni, da nekdo drug direktno ima manj denarja. To ni res. To ni res. Ker denar so enke pa nule na naših bančnih računih. Ni res. In tudi na ta, mislim, isti princip lahko pravi, če sem jaz bolj zdrava, a je nekdo manj zdrav zaradi tega. A če imam jaz več časa, ima nekdo drug manj. Ni, ne. Sem pri času, vemo, da ga imamo vsi 24 ur na dan, ne vemo, koliko časa bomo živeli. Tako da ne deluje na ta način. Jaz gledam na to energijo, kot da so pač ene drugačne zakonitosti tukaj. Tudi v tem smislu, ta moj pristop, je to zdaj moj psihološki pristop ali malo bolj že duhoven, kjer sem jaz bolj pretočna, pa odprta za priložnosti, ampak jaz to vse lahko razložim za psihologijo. Tukaj se nam recimo dogajajo čudeži ali pa dobre, ko bi rekla, pač priložnosti, da jih je odvisno od tega, a jih bomo mi prepoznali, torej, a so naši možgani dosti sproščeni in ni nekih blokad, ki blokirajo, da jaz ne morem prepoznati ene priložnosti ali ne. Skratka, vidim, dam energijo v to, kar pomeni, vzamem si čas, se potrudim, tudi v ene stvari investiram za denarjem, jaz vložim svojo energijo v to, in potem tudi, ko si nekaj, tudi ko delam, vlagam svojo energijo v to, zato dobim denar v zameno, zato da ga lahko pol zapravim za tiste stvari, ki mi omogočajo, da živim najboljšo verzijo sebe, da sem jaz dobro podprta. In s tem denar kroži med nami in isto ta energija. Energija, ker jaz tudi svojim strankam pomagam, tiste, ki imajo obrambni mehanizem prevelikega zapravljanja, in ko pogledamo svoje nakupe in ko vidimo, a me te nakupi res podpirajo ali ne, zdaj, če je disbalans, pa imam veliko, sama sem tudi imela, veliko nakupov, ki ni bilo glih najbolj pametno, vsaj ne v tistem trenutku, za to trošiti. In jaz svojim strankam rečem, če pomisliš, da si to kupila z denarjem, v katerem je
tvoj čas, tvoj trud, tvoj švic, tvoja izobrazba, tvoja ekspertiza, tvoje izkušnje, tvoje solze, tvoje neprespane noči. In si za tole dala, za 30 sekund nekega zadovoljstva, v upanju, da se bo malo počutila vredno, pa čez 2 minuti že mine, ali pa čez 2 dni, začnemo drugače gledati na stvari. In to je zame ta energetski pogled. Jaz nisem noben fizik, ampak edina stvar iz osnovnošolske fizike ali pa srednjošolske, ki sem se zapomnila, je energija, ne more nastati iz nič in ne izgine. Lahko se samo spreminja. In jaz skozi denar vidim, kako se to spreminja. Denar nam omogoča priložnosti, možnosti, izkušnje, in mi smo tukaj na svetu zato, da dobijamo izkušnje, ki grejo skozi naše življenje. In zato je odvisno, in zato je pomembno, da mi razčistimo svoj odnos do denarja, zato da lahko denar opravlja to svojo funkcijo, kaj rabim, kaj me podpira, kaj me ne podpira, čemu lahko rečem ne. Na ta način. Zdaj, če naredim en tak, oziroma bi te prosila, če lahko v enem stavku narediva, oziroma narediš, zakaj govorim o dvojini? To povezavo odnosa do denarja z odnosom do sebe. Kaj smo se danes naučili? Jaz bi rekla, da na denarju se zelo, zelo dobro pozna ali pa kaže, denar je simptom tega, kakšen je odnos do mene, pa ne samo do sebe, ampak tudi do drugih in do sveta na splošno. In zato jaz uporabljam v bistvu denar kot platformo, da v resnici pa kot terapeut ljudi učim odnosa, bolj zdravega odnosa do sebe. Ker če imamo mi te stvari razčiščene, kamorkoli gremo, vzamemo sebe samo, in se pol stvari ne zatikajo. In tukaj so te pomembne teme. Na denarju se lahko zelo dobro pozna. A jaz živim svojo resnico? A si jaz upam živeti svoj glas? Izraziti sebe? To, kar sem. Takšna, kot sem. Nepopolna, ranljiva, ne vem vsega, se učim, vedno se bom učila. Delim lahko svoje izkušnje, svojo strast. Jaz mislim, da to, kar delamo, če nas kliče, nam je to namenjeno, oziroma nas... Mislim, da naše želje niso naše kaprice, ampak jih premalo resno jemljemo, da so to smerokazi, usmeritve, da nas neki, jaz mislim, da vesolje, vodi pač v to smer in da je to treba raziskovati, da je naša naloga, da mi živimo sebe. In zato nas lahko denar ali podpira, ali pa priročen izgovor. Nimamo vsi tazga moža, da ga uporabimo, tako da lahko uporabimo denar, kot priročen izgovor. Jaz ne morem živeti svoje resnice. Ampak to je najslabša stvar, ki jo lahko naredimo v tem svetu, v tej inkarnaciji, v tem življenju. Hvala. Ja. Popoln. Imam še zadnje vprašanje zate. Po navadi je vidno, spomnila sem se še eno stvar, ki sem jo veliko prej hotela povedati, pa se mi zdi vsem pomembna. Ko smo se pogovarjali o tej zadevi, kako se mi, ženske, ki imamo svoje male biznise in hočemo pomagati ljudem in delamo to s srcem in nam je mar in se sekiramo, če kaj narobe naredimo ali pa želimo dobro opraviti svojo storitev. In mi imamo te zadržke, ki si omenila, ne sme imeti preveč denarja. Zdaj so aktualni teli Epstein files, v čigavih rokah denar bolj služi, od teh
ljudi, ki so zgubili moralni kompas, če so ga sploh kdajkoli imeli, ali v naših rokah. Za tale svet, za koga, mislim, a je za naš svet boljš, da je ta denar v naših rokah, da so ženske finančno polnomočene, ali od ljudi, ki ne delajo etično, ki imajo hude motnje. Meni se zdi, če pogledamo iz te perspektive, ali pa konkretno, zakaj jaz zapravljam za izobraževanje, nudim dom, sebi in svojim otrokom, pomagam mami, kaj delam, družim se s prijateljicami, kupujem knjige, izobraževanja in ja, te stvari, ki mi nafilijo dušo. Ne zapravljam za droge, alkohol, prostitutke, ne. V čigavih rokah je boljš, da je ta denar. To je moja filozofija. Evo, gremo na zadnje vprašanje. Res je, naše zadnje vprašanje, zdaj je običajno vedno enako, oziroma štartamo iz enakega, ampak danes te bom mehano usmerila. In sicer zanima me, če bi lahko recimo še enkrat podoživela en trenutek v svojem življenju. Tak, kakršen je bil, ne bi ga spreminjala, ampak je povezan z denarjem ali pa z postavljanjem cene, kjer ga bi izbrala. In kaj ti ta trenutek pomeni danes? Zanimivo vprašanje. Moja prva misel je, da sem hvaležna za celo pot, celo moje življenje, kakšno je bilo, pa je bilo veliko takih trenutkov, ki ne bi glih doživljala, ampak sem vseeno hvaležna, ker definitivno ne bi bila tukaj, kjer sem danes. Jaz vedno pravim, vse, kar vem, se mi zdi, da sem se naučila iz svojih napak. Čisto vsako stvar, za vsak stav, ki sem ga danes povedala, sem vsaj enkrat kiksnila, pa bolj verjetno večkrat, se zaletela v steno, ne gre na ta način, ne na ta, mogoče na tale, in cenim to pot. Tako da v tem smislu, hvala Bogu, sem enkrat prišla do točke, ko lahko rečem, ne bi zamenjala. Če me kdaj prej vprašala, bi takoj. Ampak, če pa pogledava iz drugega vidika, ker se mi zdi, da si mogoče tako mislila, kaj bi še kdaj trenutek, izkusila. ki je bil v bistvu aha moment. Aha moment. A veš, kljub temu, da mogoče ni bil, je bil boleč, ni bil najbolj prijeten, ampak ti je dal. Ja, definitivno vem, kjer je bil tisti moment, ki me je totalno streznil. In ja, ni bil prijeten. Ampak je bil pomemben. Ko jaz sem par let nazaj izgorela, in takrat sem tudi zaključila psihoterapevtsko kariero, to klasično. In 2 leti sem bila na bolniški. Sicer tisti čas je glih sopadel malo z covidom, tako da smo tako vsi bili doma. In pol počasi, leta 2021, jaz sem takrat pol šla v intenzivno raziskovanje financ, ker nisem mogla delati. Dolgovi so bili in sem se ekspresno učila in finančne pismenosti in finančnega mindseta. In pol, ko sem prepoznala, kot sem rekla, da so to bili zelo učinkoviti prijemi, in sem rekla, najprej sem pol govorila okrog in pomagala prijateljem pa družini. In sem bolj prepoznala tole preveč pomembno, da ostane sam z mano, in sem začela razmišljati o v bistvu novi karieri v to smer, ampak da strah me je bilo napolno. In glih sem bila v tistem obdobju, da zdaj grem pač v novo kariero. Mislim, da sem začela delati s prvo plačljivo stranko po smešno nizki ceni. In jaz prepoznam, da
da si spet ne upam dati više cene, ker so spet prišli ti stari scenariji. Ja ne, ampak jaz sem zdaj na začetku, spet sem na začetku poti. A ne? Jaz sem še ful veliko za naučiti. In dokaj ne bom znala boljš, ne smem več računati. Ne? In istočasno tam začnem brati knjigo od ene ameriške milijonarke, terapevtke, ki je multimilijonarka, 10 let mlajša od mene in takrat jaz prepoznam, Karolina, spet hočeš iti po isti poti perfekcionizma. Najprej moram jaz biti dovolj dobra, pol bom pa jaz si upala postaviti više cene, začeti živeti svoje življenje praktično. Ne? In sem bila tako jezna nase, da se spomnim, tam po spalnici sem brez ropotala, besnela in rekla, dost je tega. Enough is enough, sem si ponavljala, ne bom več živela na tak način. Mislim, ta perfekcionizem, ker sem že izgubila zdravje zaradi njega, že pristala v dolgovi zaradi tega, pa ne bom, pa če to zadnja stvar na svetu, kaj jo naredim. Od zdaj naprej živim pogumno, grem na drugačen način in ne bom več ljubosumna na vse tiste ljudi, tudi takrat sem na pistofa, ne? Na vse one, opravili so mogoče 2 tečaja, šnel kurs iz neke psihoterapije, ne? In pol kar na veliko prodajo svoje storitve in se mi zdi, jaz pa po 15 letih nimam te suverenosti, ne? Sem rekla, zdaj pa radikalno drugače, ker po tej poti si že enkrat šla, ni se dobro končal, spet kvati ni jasen. In mislim, da tisti moment je bil da sem se odločila, gremo v neznano, gremo z nepopolnostjo, gremo tvegati. In to je bilo 5 let nazaj. Moje življenje je popolnoma drugačno. Jaz sem tako hvaležna, kako se je vse spremenilo. Finančno sem podprta. Nimam, enega dolga, ene vezave nimam. Nič, na obroke nimam nič plačan. Privoščim si življenje in tudi sploh ne moram ločiti. Tako se počutim bogato v tem smislu, ker imam 2 čudovita otroka, ker imam neverjetno socialno mrežo, ker imam prijateljice, ki smo avtentične, v dobrem in slabem skupaj. In ker si privoščam potovanja, ki nafilajo mojo dušo, ker služim strankam na način, jaz sem zdaj le boljši terapevt kot takrat, ko sem računala 60 evrov na uro, neprimerljivo, bolj pomagam in bolj živim sebe, svoje avtentično življenje in zato ne bi nikoli zamenjala. To je bil ta moment. Hvala, ker si ga delila z nami in hvala ti tudi za ta pogovor. Verjamem, da sva kar kakšno zaveso odstrle, upam, da marsikomu. Hvala tudi tebi za povabilo in jaz zelo podpiram, ker se mi zdi, da je to itak večje od mene, ne? Da itak sem samo messenger tukaj, da ljudje malo pogledajo v svoj odnos z denarjem, tako da tudi upam, da smo v pogovoru dali kaj zamisliti. Če pa je kdo zainteresiran za več informacij, moja blagovna znamka je premožna.si in sem odprta za vprašanja, tako da komot. Tako. Ja.